Opel bi se z novo Insignijo znašel na prelomni točki, če tudi ga ne bi kupil francoski PSA. Pri tem pa je zanimivo, da se s tem modelom pravzaprav vrača v preteklost. Nova Insignija se namreč ponovno dobrika bolj premožnim kupcem. Ideja ni presenetljiva. Insignija nastopa v avtomobilskem razredu, ki zanima vse manj kupcev. Tisti pa, ki ostajajo, želijo kupejevsko oblikovane limuzine ali pa kar se da prestižno opremljene variante. Nova Insignija ponuja oboje. Vsaj limuzinska verzija, karavanske, ki ponuja 130 litrov prtljažnika več, namreč tokrat še niso pripeljali. Za limuzino pa je tako značilno, da nosi ime Grand Sport. Oblikovana pa je po idejah koncepta Monza. To pomeni, da se streha proti zadku kupejevsko položno spušča, avto je v celem nizek, ta 4-vratni kupe s takšnimi linijami dosega ugoden količnik zračnega upora 0,26. Sicer pri Oplu poudarjajo tudi vozne lastnosti te so v primerjavi s predhodnikom boljše že samo zaradi impresivno nižje mase. 175 kg je namreč lažja nova Insignija. Športno elegantna je zdaj celo najmočnejša Insignija s skoraj 200 kW turbomotorjem, kot že doslej je na voljo s 4-kolesnim pogonom, ki po novem v ovinkih inteligentno uravnava navor po posameznih kolesih. Samodejni menjalnik pa po novem ustrezno išče med 8 prestavami. Ta top različica ne nosi več oznake OPC, bolj se trudi navdušiti zahtevne kupce, vajene dražjih in bolj ekskluzivnih avtomobilov. Pri njih je prestiž višje na lestvici kot pa surova športnost in v tem pogledu se nova Insignija vrača v svojo zgodovino. Že v 30., še bolj pa v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja je Opel izdeloval limuzine in kupeje za kapitane, diplomate in admirale, opremljene z močnimi 8-valjnimi motorji in opremo, s katero so kradli kupce najdražjim Mercedesom. Nova Insignija se sicer tržnemu boju z razredom S odpoveduje, dodati pa moramo, da je predsednik Opla, gospod KTN s podznamko Opel Exclusive, v Ženevi že napovedal napad na Fordovo kolekcijo Vignale.